Dober večer. Hvala, Jasmina. Jasmina Dajčman, mlada glasbenica, članica glasbene skupine Edna, ki je doštudirala v avstrijskem Gradcu in zdaj na glasbeni šoli svoje znanje predaja mlajšim generacijam. Nas je zvoki jazzovsko najbolj priljubljenega inštrumenta saksofona popeljala v pravljični začetek pravljičnega meseca. Tako, leto je naokrog, morda bi bilo bolje reči zima je naokrog in s tem začetek pravljičnih večerov za odrasle. Pravljičarji so pred dobrim tednom prvič v tej sezoni se predstavili v Lenartu, pot pa jih bo še vse do poletnih mesecev naslednjega leta vodila v druga slovenska mesta, saj glas o tem, kako je prijetno in nepozabno, kako v poslušanju pravljic bremena vsakdanja zbledijo, seže vsako leto še v kakšen slovenski kraj, kamor pravljičarje potem povabijo. Na začetku je bila beseda, a zagotovo je bil pred to besedo, pred našo in tisto z veliko začetnico molk. Globok, grob, poln, neživ molk. Z besedo pa se je svet razprl, razkril, razjasnil. Človek je začel živeti z besedo in odtlej pripoveduje svojo zgodbo. Zgodbo svojega upanja in obupavanja, zgodbo svojih sanj in nesreč, zmag in porazov, svojega strahu in tudi zgodbo neba in zemlje ter njunih tisočerih skrivnosti. V zgodbah je mogoče vse, tudi nemogoče. Z nami so letos Agica Kovše, Leja Hedl, Robert Kereži iz Mariborske knjižnice, ki že 7 let v sodelovanju z drugimi knjižnicami organizira pravljične večere za odrasle. Liljana Klemenčič iz knjižnice Ivana Potrča Ptuj, Mojca Plaznik iz knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Vesna Radovanovič iz naše knjižnice. Naj nas njih beseda prevzame in očara, tako kot je bil nad besedo in njenim zvenom očaran Tone Pavček, katerega besede sem si sposodila iz uvodnika knjige pravljic v 9. deželi. Dober večer vsem skupaj. Moje ime je Robert, tako da na listu, da ne bo kakšne pomote, nisem Agica, smo naredili zamenjavo.
ker sem seboj pripeljal ene rekvizite, pa da potem vmes med pripovedovanjem to ne omikamo, smo dali tole na začetek. Skratka, prihajam iz Mariborske knjižnice in danes vam bom predstavil eno način pripovedovanja, ki je japonski tradicionalni način, se imenuje kamishibai. Kamishi pomeni list papirja, na katerem je risba, bai pa ne vem, v katerem narečju je bajati, pripovedovati, vaše mogoče? Ne, ampak bai pa je pripovedovati, torej pripovedovanje ob slikah, ne? Naslov zgodbe je Paglavčeva obljuba ali ljubezen nam je vsem pogubo. Nekega dne sta se tam, kjer se vrba sklanja nad vodno gladino, srečala paglavec in gosenica. Dolgo sta drug drugemu zrla v oči in, ja, tudi to se dogaja, se zaljubila. Ti si moja čudovita pisana mavrica, je govoril paglavec gosenici. In ti si moj čudovit majhen črn biserček, je govorila gosenica paglavcu. Vse na tebi mi je všeč, ravno takšna kot si, je govoril paglavec. In tudi meni je vse na tebi všeč, zato prosim, nikoli in nikdar se ne spremeni. Obljubiš? Obljubim, je rekel paglavec. Ampak saj veste, vse na tem svetu se spreminja. Spreminjata se dan in noč, spreminjajo se letni časi, spreminjate se vi, spreminjam se jaz. In naslednjič, ko sta se paglavec in gosenica srečala, sta paglavcu v brepu pognali zadnji dve nogi. Prelomil si obljubo, je bila vsa nesrečna gosenica. Kako neki si mogel, obljubil si, da se ne boš spremenil. Toda paglavec jo je rotil in prosil, oprosti, oprosti, nisem hotel, nič nimam pri tem, kar sami so mi zrasle. Ti si moja čudovita pisana mavrica, jo je malce mehčal. No prav, je rekla gosenica, tudi ti si moj čudovit črn biserček. Ampak obljubi mi, prosim, da se res več ne boš spremenil. Ne bom, je rekel paglavec. Ampak žal paglavec tudi tokrat ni mogel držati obljube, saj vemo, vse se spreminja na tem svetu. Tako je ob naslednjem srečanju pokazal še sprednji dve nogi. Je bila vsa vzhičena gosenica. Spet si prelomil obljubo, ne morem verjeti, tokrat že drugič. Oprosti, oprosti, nisem jo hotel, glej, zbudil sem se in naenkrat sem jih imel. Oprosti, jo je mehčal paglavec. Ti si moja čudovita, dišeča, mehka, pisana mavrica. No ja, naj ti bo, je rekla gosenica, tudi ti si moj čudovit črn biserček. Tokrat ti dam zadnjo možnost. Obljubi, da se res več ne boš spremenil. Obljubim, je rekel paglavec. Ampak žal, paglavec tudi tokrat ni mogel držati obljube. Naslednjič, ko sta se srečala, je bil brez repa. Gosenica je ostala brez besed. Začela je točiti debele solze. 3-krat si prelomil obljubo in sedaj si mi zlomil srce. Ampak oprosti, kar sam mi je odpadel. Oprosti, ti si moja čudovita pisana mavrica, je moledoval paglavec. Toda gosenica je zlezla po vrbi navzgor in mu rekla, toda ti nisi več moj črn biserček. Jokaje je splezala po drevesu navzgor in se ovila v žalost. Dolgo časa je takole ovita
v žalost in v solze tudi zaspala. Nekega dne, ko se je prebudila, pa je bilo vse okrog nje popolnoma drugače. Tudi sama je bila nekoliko drugačna, ampak ona tega še ni vedela. Vse se je spremenilo, samo njena ljubezen do Paglavca ne. Zato se je odločila, da ga gre poiskati. Šla je na mesto, kjer se vrba sklanja nad vodno gladino, toda tam ni bilo ničesar. Samo ena velika, zelena, debela žaba je sedela na lokvanju in zrla nekam v nebo. Hej, ali si mogoče videla, kje mojega čudovitega črnega bi? A še preden je utegnila izreči besedo biserčka, do konca je žaba odprla svoja velika usta, se pognala v zrak in jo v hipu požrla. Potem pa sedla nazaj na lokvan in zrla nekam v nebo ter razmišljala. Kje neki bi utegnila biti moja čudovita pisana mavrica? Dobro večer. Sem dolgo premišljevala, o čem bi vam nocoj tu v Murski Soboti pripovedovala. Morda o tem, da je svet od zadnjih pravljic precej drugačen, bolj ograjen, bolj temačen. Pa so mi rekli v službi, da nikar jim ne teži, da jim nekaj veselega povej. Pa ste tako tudi navajeni, da so moje pravljice bile vedno bolj burkaške, ampak saj veste, burkam se slabo piše, pa vam bom zato povedala eno staro slovansko pravljico, kratko in jedrnato, o tem, kakšno je življenje. To je bilo v davnih časih. No, mogoče pa sploh ni bilo tako davno nazaj, ko je živel čisto sam en oče, ki je imel 7 sinov. Si morate misliti, če je bilo 7 lačnih ust pri hiši, pa še odrasla usta, da jim je bilo življenje večkrat bridko in da so bili roko na srce ali pa na želodec večkrat lačni kot siti. Je prišel čas, ko se je najstarejši sin odločil, da bo pa treba iti od doma in kaj tako narediti, da bo svoji družini lahko pomagal. In se je odpravil na pot, mama mu je, preden je odšel in se poslovil od sester in bratov in staršev, spekla en hlebec kruha, ga objela, pa je šel. In tako kot se v življenju in pravljicah hodi in hodi, je tudi naš poba hodil in hodil. Saj pravzaprav ni vedel, kam naj gre. Samo stran od doma, nekam za boljšim jutri. Pa je hodil, pa je prišel tako do ene visoke gore. Ta visoka gora je bila obdana z visokim gozdom, pa noge so bile že utrujene. Pa začutil je nekam tako v telesu eno meglo tam znotraj. In tu v glavi se mu je zavrtelo in je tako kar na obronku gozda občepel. Je tako občepel in sploh ni razumel, kaj se z njim dogaja. Naenkrat, kot da je tu, pa kot da ga tu tudi ni. Verjetno pa je čisto običajno zadremal. A iz dremeža ga je prebudil en glas. Ni bil mlad, pa ni bil star. Ko je odprl oči, je zagledal enega takega majhnega možica. Pa pravi možič: "Hej, poba, kaj pa ti tu delaš?" "Ne vem, za očmi in nosom grem, pa nekam čudno se počutim." "Ja, od kod pa si?" "Od tam sem, kjer je veliko gorja. Grem nekam tja, kjer mi bo bolje, pa da bom lahko svojim doma pomagal." "Ampak se tako čudno počutim."
Takrat je pa tisti možic, rečemo mu lahko tudi škrat, vzel en kozarec. Je rekel fantu, daj poglej v kozarec. Je fant kozarec pogledal in je zagledal svoje drage. Ata in mamo in 6 bratov in sester, kako okoli mize sedijo ob veliki skledi česnove juhe. O, taka bridkost ga je prijela, da je že mislil, da bo mu srce počilo od žalosti in od tuge. Ko je stari možič to zagledal, je pa takoj iz žepa potegnil eno piščalko. Zapiskal je nanjo in čudež se je zgodil. Fantu so noge oživele, srce je zaplalo, oči so se zasmejale in v trenutku ga je kar tako, veste, na ples potegnilo. Pa bolj je škrat igral, bolj je fantič plesal in plesal, ampak saj veste, plesati je lahko, a predolgo je tudi to težko. Čez čas je bil poba čisto iz sebe. Pa ga vpraša možic, a se ti zdaj kaj bolje počutiš? Pa ne vem, pa ja, pomen, da se. Poglej, to piščalko ti dam na pot. Če boš žalosten in ne boš vedel, kaj in kako bi se boj, si kar na piščalko zapiskaj in zapoj. Fant je piščalko vzel, pa počutil se je nekam močnega, pa je šel dalje, pa je šel čez goro, pa je šel skozi gozd. Na drugi strani gore pa sončna pobočja, vinogradi, sadovnjaki, pa jesen je bila, in v sadovnjakih in vinogradih obiralci. Naš fant jih pogleda, pa kaj ga je prijelo? Tisto piščalko je vzel, zaigral je nanjo. Presneto. Grozdje so spustili, sadnih dreves so splezali in zaplesali. Kako so plesali obirači, mladi in stari, fant pa je igral in igral in igral. Da so bili oni skoraj, kot rečemo tam pri nas, čisto hin od muke. Odložil je piščalko, pa jo počasi pobrisal dalje, za svojimi očmi in za svojim nosom. Pa je premišljeval, zakaj mi je starec to piščalko dal? Kaj pa imam jaz od tega? Kaj pa imajo od tega moji revni domači? Pa je šel dalje, pa pride do enega velikega ribnika. Okoli ribnika pa ribiči, polne košare rib so že imeli. Pa je našega zopet prijelo, piščalko je vzel, zaigral je. So ribiči zavpili, kaj bomo zdaj lovili, te ribe naj lovi kdor hoče. In so plesali. Veste kako? Ugrabili so en po drugem, se z blatom obmetovali in plesali, da so bili čisto iz sebe. Naš je pa igral, dokler se ni naveličal, pospravil je piščal in je razmišljal. In kaj imam zdaj jaz od tega? In kaj imajo od tega moji mili domači? Pa je šel dalje za nosom in kamor so mu gledale njegove oči. Pa je hodil, pa je prišel do enega mesta. V tem mestu pa je ravno bil semen. Pa gre tako po mestu, pa je vse bilo nekam čudno. Vsi so tako s podolgovatimi obrazi okoli stojnic hodili, nič se veselili, nič pili, nič govorili, a najhuje je to, niti kupovali niso nič. Pa vpraša naš poba, kaj pa je to? Pa nobenega odgovora od ljudi. Pa si je mislil, no bom pa jaz zapiskal. Pa je vzel tisto piščal, je napiščal, zaigral. Ja, čudež. Na vsem lepem so vsi plesali, vsi govorili, se objemali, vsi kupovali, takšen trušč in hrušč se je dvignil, da je sam župan na svoji
županski palači okno odprl in se zazrl na svoje vihrave meščane. Ja, kaj pa je zdaj to? In ko je videl tam spodaj pri vodnjaku fantiča igrati, je svojemu policaju naročil: pojdi dol, ujemi ga pa v ječo z njim. Saj veste, kako so župani, ki si mislijo, da so vsega sposobni in vsega zmožni. Pa figo! Policaj je šel zares dol, hotel je prijeti našega, ampak ko je slišal tisto piščal, je tudi policaj svoje noge na ples obrnil in zaplesal z ostalimi. Pa je naš igral, ampak na vsem lepem se je pa naveličal. Včasih se glasbeniki naveličajo, no da. In potem je pa šel za nosom, pa kamor so ga peljale oči, pa je tuhtal. Kaj, če mi to igranje, kaj, če mi ta piščal? Se nisem nič pomagal, ne sebi, ne svojim doma. Ampak je hodil, pa je prišel tako do ene reke, pa čez most, tam pa grad. Pa je srečal starega vojščaka, ki je grad zapuščal. Je dejal: o, fant, ti imaš pa piščal, ampak ne hodi tja gor na grad, tam so vsi žalostni, veš? Zakaj so pa žalostni? Zato, ker se je kraljični nekaj zgodilo. Nekaj se ji je prepetilo, nekaj jo je v posteljo vso žalostno položilo, da venomer toči solze. O, bom pa jaz šel in jo bom razveselil. Se je okorajžil in naravnost v grad. Ampak se ga niso spustili v grajsko sobano, kjer je ždel sam kralj ob hčerini postelji. Razočaran je bil že nad zdravniki, kot se tudi danes rado dogaja. Nobenega več ni hčeri spustil. Kar tako je tam ždel, jo božal po roki, ona pa je jokala in strašno kisel obraz držala. Naš pred vrati se pa je spomnil in rekel: o, jaz sem takšen zdravnik, da pacienta niti videti ne rabim. In je zunaj zaigral. Je zaigral tako lepo in tako poskočno, da se je tam notri v sobani zgodil čudež. Kraljična je utrla solze, vstala, zgrabila svojega starega očeta in sta zaplesala. Oj, kako sta zaplesala, oj, kako ste plesala. Fant je pa igral in se je slišalo iz grajske sobane: lepo te prosim, nehaj igrati, saj ne morem več plesati. Vse dobiš, kar si želiš. Pa so se vrata odprla, pa je naš dobil pol kraljestva. Potem so pa ga učedili, pa umili. In kraljična je bila še bolj vesela, ko je svojimi očmi ujela, da je ta zdravnik s piščaljo pravzaprav zelo fleten, lušen mlad fant. Čez nekaj časa so imeli gostijo. Dobro so jedli, dobro so pili, plesali so pa ravno prav, da niso nobenega noge preveč bolele. Vam pa želim, da bi čim večkrat slišali kakšno tako piščalko, pa srečali kakšnega takega mladega poba ali pa deklico, ki zna igrati. Jaz bom pa povedala po poharsko. So ste že navajeni, a ni? No, zdaj jaz zbiram pravljice, tudi pripovesti poharske, pa ne vem, kako se ta zgodaj, zbiram, prejdem do nekih hodejčekov, pa zeljencev, pa tako. Pa tudi letos bo tako. No, enkrat sta živela dva brata, ko sta se po dolgih letih vrnala z vojske domov. So vajte, včasih so ljudi bili dolgo v vojski. No, se vrneta z vojske domov, pa zdaj dela nista mila. Gnarja pa tuj ni. Zdrava sta bila, le pod pazduho sta mila je ne bole. Vajte take, kot je nobeno delo ne dišej. Pa zajo zvaj hodejč, pa prejdete dvojih. A ne ima ta dela, jo proša. Ne, mama, praviti starejši.
veš, če ti tako čisto po resnici povem, so delo bi že bilo, sam ko ga najinčema. Si včasih tako mislima, ko bi le kaki hudič prišel tu do nojo, pa da bi tako naredil, da bi lahko živela čist brez dela. Ali gnarja, tudi ga, da bi pa imela tako v rok toče. O, to bi bilo lovšno. Tako je predroblo te starejši, te mlejši pa pravi. O, kak si ta lepo povedal. Veš, jaz bi mu še svojo dušo dal za plačilo. Seveda sta se tako manjla, ko hodeča nista spuznila. Tudi pa pravi, o, sta me klecala. Zdaj sem prišel, se mu pa tako zmanjli. Tu mota vsak svojo privtošno, pamno gnarja. Nemcata tudi gnar, kjev ga čajta, ali čez 7 let pa predem po obaj. Se tako pogodejo, tudi zeljenec odejde, una dva pa odpreta tudi privtošno. Vam povem, se gnar sej po tako kako sime sjavnika. Sta ga ročno mila čist pamno. Seveda gledata tisto privtošno, se te starejši tekle počuhle po glavi, pa pravi, tej, rekel bi, da bo dobro. Te mlejši si pa potesne soldatsko kopo nazaj, pa pravi, tu jaz pravim, da nej, pa da ne bo slabo. Pa rajs, 7 let sta prav lepo živila, vsega sta mila, gnarja, sta mila, hrane, pijoče, vse, ko sta si poželila. Zdaj pa že Robert je povedal, vse se spremeja. No, pa minajva. Pa je menjala tudi 7 let. Sam še njih par dne je falejlo. Pa pravi ti mlejši, je tako bolj potejho Mariko. Je rekel, čuješ, brat, no stari soldat, sam še njih par dne. Te starejši pa pravi, ko bi, ne prejde či čaj. Te ceci še pa tudi kak gnarja naseplem te v kot. Pol pa ne prejde, pa me ne odpelo, če me čaj, pa če me lahko odpelo. Te mlejši se pa bojej, pa pravi, ni enkrat več ne prejmem tudi privtošne v roko. Pol pa tak na mezi zagleda, petanuštar, ga zgrobi, pa pravi svojemu bratu. A veš ta ima svojo mamč nad zeljenci, bo mudlo tudi 3 dni, deše te ima vkup mudlila. Pa rajz začel mudlit. Te starejši pa se ne dal, pa ne mudlo. Pa tako da še jega ne bi zgrobo ti strah. Pa da še jega ne bi zgrobo strah, odejde vun z bete, grete po poti, pa prejde do Goše. Tam je bil pa do enega kraj pota. Mu pa prejde napraviti ena stara ženska. Ko vidi, kak tak premišljavle, pa pravi, ja, ko pa ti je? Tudi se pa prvo naredi, tako da ne vidi. Pol si pa misli, stare bobnice veliko kevajo. Se obarnete ki, pa pravi, bi vas pa le Ninka prošel, če bi mi lahko svetovali. Pol je pa povedal vse od tudga zeljenca, povedal tudi privtošne, pa od gnarja. Jo pa prošel, ko ne naprej, da bi rajšel svojo pa bratovo dušo. Ženska pa takim činko poštudira, pol pa pravi, veš ko, jaz ti pa zdaj tako rekla, da še nacuj greš te do vaške cerkve, tam je lepa, pa tako veš, o polnoči se zeljenci zbirajo pod lepo. Skrej se votlo deblo, dobro vod privohe, pa boš čul, ko še enkul najsi. Mu ta opovaj, se poslovej pa gre. Pa rajz gre direkte do cerkve, prejde do lepe. Hojdi v kultu te lepe, ne vejdi lukne. Vejdi pečavje, si ga ogledal je, enkul čajs. Pol pa splaže na prvo vijo, pa splaže na drugo, pa splaže na triko. Se pa tak dotekne še štarte, tudi je bilo pa tarhla, se pa odlumla. Pa še dobro, da se je odlumla. Zato, ko je bila ena lukna tam. Pa splaže skozi tisto lukno nad, votlo deblo. Pa teda se je stari soldat, ko vajte, da že veliko kaj vejdo, prvič življenje zarajzi strošil, ko je tarhli lajz zeljeno zagoro. So se malosi kar gor posteli, pa na kroji vsakega losa se je pokazala kopla znoja. Je rekel, gramska strajla. Lajz gorej, deblje je hladno, meni pa taka strašna vročina, da me še losi bolejo. Pol pa lepo gleda skozi lukno, pa vejdi pamno tudi zeljencu pod lepo. So se manjli vse forme. Te se še lezi strašil, ko se bo zgodilo z njegovo dušo. Pa dobro je poslušal, pa raj se je čul
take stvari, ko se mi še do teda sejalo naj od jih. Pa odbeje jena, se zeljenci razkropejo po sveti, on pa hitro splajže so te votle lepe von, pa gre direkt domov. Brat je klečo, je mudlo, pa je juko. On pa zagrobi tisto priftošno. Odpre, pa sej pognarte v kot. Je bilo že kar pamno. Pa mene direkt 7 lajt. Pa kak je menalo 7 lajt, prejde zeljenec, odpre vrata, pogleda tam mlejšega pa pravi. Ta mi zdaj povaj, iz česa je priftošna, tudi pa zajuče. Z govejske ali svinjske kavže. Pa pravi, iz česa je gnar, iz zlata pa srebra. Pol pa pravi, iz česa si pa tej. Te pa najbolj zajuko, pa je rekel, da je zdolše pa stelajsa. Je hudejče rekel, ničajs ne si prav povedal, vse je hudejčevo. Imel si priftošno, pa imel si gnar, imaš dolšo, pa imaš telo. Telo obdarži, dolše pa zdaj moja. Tudi je začel jukati, da starejši brat pa skuči gor pa pravi, ne smo se tako zmanjila. Mi smo se manjili, da čez 7 lajt prideš po obaj. Na, pa tu ima zdaj obaj priftošni, pa mi jih takle varže po noge. Tudi pa pravi, ne sem jaz mislil priftošne, podolše sem jaz prišel. Pa čaj zagrobiti tam mlejšega. Te starejši se pa še bolj razjezo, pa naredil točno tako je čul, ko je bil votli lepi. Pa z eno roko pogrobi petanuštar, ta drugo pa potesne na vžignano vodo, pa začel kropiti okul, pa tako je kreže dajlat. Pa se zadar, tu ima zdaj dolša zeljena obaj, molitvo nožignano vodo, pa rajz hodejče po grobu tisti 2 priftošni, pa je od kuro zbete von, tako da so mu bile dveri skor preozke, pa noge prekrotke. Tuta 2 sta pa obdržala vsak svojo dolšo, pa pamno gnarja v koti. Sta še dolgo laj poživila, ali pa tako je pač na sveti. Savajte, tu je ta je menjalo. Pa prejde din, ko prejde bajla smrt, pa je odpeljala obe 2 na enket. Kam je pa odpeljala dolše? Ta pa tuta pripovajst ne povaj.
Dober večer, lepo pozdravljeni. Jaz pa prihajam iz Slovenske Bistrice in vam tudi od tam prinašam pozdrave. Pravzaprav ne prihajam iz Slovenske Bistrice, ampak prihajam iz Makol. Verjetno ste v Makolah že kdaj kaj slišali. Makole so majhna vasica, ki je stisnjena med najvzhodnejšo goro Karavank, to je Boč, in pa obronke Haloz. Naši ljudje so veseli, radoživi, iskreni in imajo velikokrat zelo nabrušen in oster jezik. In najbrž so to stvari, zaradi katerih pri nas v Makolah je ohranjenih veliko legend. In za današnji večer sem se odločila, da vam predstavim 3 kratke legende, ki izvirajo iz našega področja. Prva legenda, ki je bila v bistvu že zapisana, je legenda o Toplem potoku. V Studenicah sta še pred tem, ko so tam postavili dominikanski samostan, živela revna mati in njen sin. Preživljala sta se s tem, da je mati hodila k bogatašem na polja delat. Po zimi, ko pa so polja počivala, je ob ledeno mrzlem potoku prala umazano perilo za gospodo. Deček je ostajal doma in mater opazoval skozi okno. Vsako leto je bilo isto, vsako leto bolj se mu je smilila. In vsako leto je v njem rasla želja, da bi ji pomagal. Toda kako? Nekega zimskega dne, ko jo je pa zopet tako opazoval, je pa rekel, zakaj jaz ne bi zakuril ognja, da bi si med pranjem pogrevala prezeble roke. Vendar drv doma ni bilo niti za vso zimo. Deček se je odločil in odšel v gozd nabirat dračje. Ko ga je nabral že za vso butaro, je butaro zvezal in si jo hotel zadeti na ramo. V tistem trenutku pa je za seboj zaslišal nežen glas. Kam pa neseš dračje, sinko? Obrnil se je in pred seboj zagledal čudovito lepo ženo z dolgimi svilenimi lasmi, vso odeto v belo. Takoj ga je prešinilo, da je to zagotovo bela žena z Boča, o kateri mu je pravila mati. Povedal ji je materino zgodbo, kako pere ob mrzlem potoku, kako jo zebe v roke, kako je on šel nabirat dračje, zato da bi se mati pogrela. Vila pa mu je rekla, ampak s tem dračjem se bo mati grela komaj kak dan. Deček je rekel, vem, ampak saj zato bom pa hodil vsak dan nabirat dračje. Potem pa bo zeblo tebe vsak dan, je rekla Vila. Malo že, se je nasmehnil, pograbil butaro in si jo zadel na ramo. Vila se je sklonila k njemu in mu zašepetala, le pusti dračje, sinko, bom jaz pomagala tvoji materi. In je izginila. Deček je bil tako presenečen, da je odvrgel butaro in tekel v dolino k materi, kar so ga nesle noge. Toda še preden je lahko karkoli povedal, je mati rekla, kako čudno je danes, sinko. Voda v potoku je tako topla, nič me ne zebe v roke. Deček se je stisnil k njej in je povedal vso zgodbo. Mati je solznimi očmi ga pogledala in mu je rekla, vidiš, sinko, tvoja ljubezen in Vilina dobrota sta pogreli vodo. Deček in njegova mati že leta, desetletja, stoletja ne živita več. Skozi Studenice pa še vedno teče potok, v katerem žubori tako topla voda, da lahko tudi po zimi bosi stopite vanj. Nekateri ljudje pravijo, da je voda topla zato, ker izvira iz osrčja Boča. Drugi pa zopet verjamejo, da je topla voda zares vilinski dar. Druga legenda, ki vam jo bom povedala, je prav tako povezana z vodo
In sicer je to legenda o slapu Šoštrca. Takrat, ko so grajski gospodje, Atemsi, še živeli v starem gradu Štatenberg pri Makolah, so pod gradom imeli na vzpetini zelenico. Tam je bila zelo lepo vzgajana trava, mehka, in tja so se otroci, vaški otroci iz okolice radi hodili igrati. Vendar pa grajskim gospodom to ni bilo ravno po volji in so nad otroke vedno poslali biriče. Če so biriči otroke dobili, so jih neusmiljeno pretepli, velikokrat pa so kazen naložili tudi njihovim staršem. Zato starši otrok niso puščali na vzpetino. Vendar pa otroci kot otroci vedno so se izmuznili in so se hodili tja igrati. In nekega dne, ko so se otroci zopet igrali na vzpetini pod gradom, je grajski gospod nadnje poslal največjega, najmočnejšega in najokrutnejšega biriča. Ko so ga otroci zagledali, so se spustili v beg. Tekli so, kolikor so jih nesle majhne nožice. Ko so prišli v dolino, so se zatekli v sotesko, vendar pa so pozabili, da ima soteska samo en izhod. In ta izhod je vodil k biriču. Stisnili so se skupaj in čisto ob skalno steno. Jokali so, prosili Boga za milost in biriča za usmiljenje. Vendar se birič ni dal. Samo nasmehnil se je, dvignil roko, v kateri je držal bikovko, in že zamahnil proti tenkim nožicam. V tistem trenutku pa se je skala nad otroškimi glavami razprla. In iz razpoke se je usula voda. Veliko vode, ki je z vso silo padala proti zemlji in je prekrila otroke. V meglici nad slapom pa se je pokazala podoba bele žene z Boča. Ko je birič zagledal, je v strahu spustil bikovko in pobegnil v grad. Voda je čez nekaj trenutkov prenehala teči in otroci so se lahko vrnili domov. Slap Šoštrca še danes teče po soteski Šodergraben. Predvsem v času, ko je deževje obilnejše. Nekateri ljudje pa pravijo, da samo takrat, kadar otroci, ki je v bližini, potrebujejo vilinsko pomoč. To je bila druga legenda. Tretja legenda in zadnja, ki vam jo bom povedala, pa je legenda o nastanku cerkvice Svete Ane. Cerkev Svete Ane je na našem področju ena izmed 3 cerkva. In sicer je bila postavljena v času, ko so grofje Atemsi imeli otroka, sinka. Ta deček se je zelo rad igral zunaj na planem. In nekega dne, ko sta se z dojiljo igrala žogo pred gradom, se je na konjih svojo tolpo pripodila razbojnica Špelca, ki je imela svoje domovanje v jami Beloječi na Boču. Pograbila je dečka, ga posadila k sebi na konja in že so odšli, odjahali. Dojilja je sicer kričala in klicala na pomoč, vendar bilo je prepozno. Ko so gospodje in podložniki pritekli iz gradu, ni bilo sledu niti o Špelci, niti o otroku. Preiskali, prečesali so vso bližnjo in daljno okolico, vendar dečka niso našli. Grajska gospa je bila vsa iz sebe. Tavala je po hodnikih, po stopniščih in po sobanah. Jokala je, prosila za pomoč Boga in Sveto Ano, ki je zaveznica mater in otrok. Obljubila je, da če najde sina, bo v zahvalo za to Sveti Ani postavila cerkev. In ko je tako neke noči zopet tavala po zapuščenih hodnikih in stopniščih, jo je neka nevidna sila vlekla ven na dvorišče. In ko je stala točno na mestu, kjer je Špelca ugrabila njenega sina, je tako v daljavi zagledala meglico. Meglica se je počasi bližala in ko je že bila dovolj blizu, je gospa videla, da je v meglici podoba Svete Ane. Prišepnila je, da bo sinka našla na jasi nedaleč stran od gozda. Potem pa je izginila.
Gospa je tekla v grad, zbudila moža, podložnike, vsi so vzeli bakle in so ga šli iskat. Na jasi ga dolgo časa niso našli. Potem pa je na robu jase gospod odkril globoko jamo in v njej je ležal deček. Bil je umazan, prezebel in lačen. Gospa je bila vsa iz sebe od sreče, vendar pa na obljubo sveti Ani ni pozabila. Prav na tej jasi je dala njej v zahvalo postaviti cerkev svete Ane. Ta cerkev stoji še danes. K njej hodijo še danes ženske prositi za otroke in za njihovo zdravje. In če vas pot kdaj zanese v naše prelepe Makole, nikar ne pozabite poiskati cerkvice svete Ane in potegniti za vrv, ki visi z zvonika. To zvonjenje namreč prinaša srečo in izpolnjuje želje. Dober večer, jaz pa prihajam iz Mariborske knjižnice in vam bom povedala eno tako kratko zgodbico. Ko sta mravlja in veverica snedli 5 žirov, 3 krožnike smetane, torto in 2 pudinga, je veverica rekla: ostal mi je samo še lonček medu. Pogledala je mravljo, ki je bila pri njej na obisku. Naj ga prihranim? Daj, je rekla mravlja. Bili sta tako siti, da sta se komaj premikali in dolgo časa sta strmeli v strop. Čez 1 uro je mravlja vprašala: veverica, kako velik pa je tisti lonček medu? Majhen, je rekla veverica in z 2 prstoma pokazala, kako majhen je lonček. Ja, je rekla veverica, je rekla mravlja, morda je res bolje, da ga prihraniš. Veverica je prikimala. Pa ga imaš že dolgo? Je zanimalo mravljo. Precej dolgo, je rekla veverica. Kako dolgo pa ponavadi hraniš takle lonček medu? Je še vprašala mravlja. Kakor kdaj, je odgovorila veverica. No, jaz medu nikoli ne hranim dolgo, je rekla mravlja. Za trenutek je umolknila, potem pa nadaljevala. Seveda pa to zdaj sploh ni pomembno. Čez nekaj časa jo je zanimalo, kakšen med je v lončku in zakaj ga je veverica pravzaprav sploh hotela prihraniti in za kakšno priložnost. Ja, tega pa ne vem, je rekla veverica. Se ti to zdi čudno? Ja, je rekla mravlja, nekaj skrivnostnega tiči za tem. O, je rekla veverica. Nedolgo zatem je mravlja prosila, če bi si lonček morda lahko ogledala od blizu, in veverica ga je prinesla na mizo. Mravlja si ga je dolgo ogledovala. Tu in tam je pomenljivo prekimala. To je zelo nevaren lonček, veverica, je rekla mravlja. Zelo, zelo nevaren lonček. Že kar na prvi pogled vidiš, da je nevaren. Pojesti ga morava takoj ali pa ga tako dobro skriti, da bova pozabili, kje je. Drugače bova potegnili krajši konec. Krajši konec, se je začudila veverica. Ja, je rekla mravlja, krajši konec, tako se reče. In to ni nič kaj prijetnega. Gledala je zelo resno in zaskrbljeno. Bilo je nemogoče, da bi lonček skrili tako dobro, da bi pozabili nanj. O tem sta bili prepričani. Zato sta lonček odprli in bliskovito polizali v smet. Šele nato sta se počutili zares varni in mirni. Dober večer.
malo spočenim glasom za konec, za počen lonec. Zdaj ste me že vajeni, da pripovedujem v prekmurščini. Vesela sem, da Agica pripoveduje v pohorščini, da nisem sama z narečjem. Še zmeraj ostajam pri mislicah. Tokrat sem izbrala pravljico Razbojnikova usoda. Upam, da vam bo všeč, čeprav je skoraj da malo tragična. Živela sta mož pa žena, šteriva sta celo življenje v Koper kradnula. Mož, šteromi je bilo ime Šandor, je ešte najrajši kradno po njivaj pa vderu v kleti. Žena, štero je bilo ime Kana, po njom je pritom držala žakev. Bila sta tak čedniva pa prebrisaniva, ka jiva je nišče nikdaj ne zgrobu pri tovajskom posli. Čiva je pa slučajno što kdaj videl, te stanje mi v noči poklunskala na okno, pa ga tak zasagala, kaj te potom nikdaj več viponej niti pisnuti. Vsakše leto se je vesi stavil koritar. Bil je to potujoči ciganj, šteri je z mekoga topolovega lesa izdelil korita. V tom posli je bil resen veliki mešter, pa ljudje so fejst radi naročavali robo pri njen. Furt je imel puno dela, pa tudi puno penezov. Zato si je njegova lepa pa mlada žena lejko vsakšni dan v kedni gorđala nove uringline. Kana jo je bila za volo njene lepote pa dragoga džunča fejst navoščena. Pa celi čas je pri svojem možu tak pomali mrnjavila. Što mi je li kriv, ka sem zela za moža razbojnika, šteri ne vej drugoga, kak zelđe pa krumše kradnuti. Mar bi zela za moža ciganja, pa bi se nosila kak prava gospočka dama. Šandor je seveda ščel Kani nagoditi, pa je tak premišljavo, kak bi ciganjevo ženi vkradno dragi džunč. Te je gor prišel, ko ga ne bi mogla nositi, zato ko bi ga itak si prepoznali. Te pa je gor prišel, ko bi ga lejko oduvaraši. Pa tak je začel že premišljavati v tovajskom načrti. Šel je do koritara, pa ga prosil, če njemu lejko napravi eno korito. Koritar je bil včasih za to, pa je svojo sekerico že tudi včasih zasekal v les. Šandor pa se je tak poleg njega dojsil na pen, pa tak prek nosa cej čas malo škilo proti šotori. Mogo si je dobro doj uglednuti, kak da večer lejko te kradno. Ciganji se je pa Šandor segli malo čuden videl. Pa ko se že celi čas presedlavljaš, kak če bi sedel na mravljaj? Ko je mogoče korito ne zadosta dobro, ali pa nemaš zadosta penezov? Gepa, je prav Šandor, samo tvoje roke občudavljen, pa obžaluvljen, kaj tudi meni ne je Bog s takšnim darom obdaruval. Tvoje roke so nika slabše od mojih, ga je troštil koritar. Samo jaz sem imel to srečo, ko sem erbo to čudežno šker, je pokazal na sekerico. Štera je tak vojna svojega posla, ko že sama ide v les, pa mi je nikdar ne pistila ešte niti enoga žujla. Šandor ga je tak gledal pa premišljavo, kak bi bilo dobro, ko njemi sploh ne bi trebalo premišljavati v ton, ko najdene v pisker, če bi imel takšno sekerico. Plačal je korito, pa odišel proti dome. Pa li premišljavo, joj, sedel bi na domačem progi, izdeljivo korito, žena pa bi štejla peneze. Nazadnje je gor prišel, ko bi bilo najbolgše, ko bi namesto dragoga džunča vkradno sekerico. Pa tak je te v noči tudi včino. Ali da je vgojdno, ciganj gor prišel, ko njemi je nešče vkradno sekerico, štera je že stoletja potuvala iz roda v rod, je čistak zbesno. Zajahu je svojega črnoga kunja,
Pa zdivđal povesi, tako so se kukovši vse ta razletele, pa deca so se motrem skrili pod džunke. Tak nasršeni je prišel do župana, pa njemi provoka, če njemi nišče ne da do pol dneva prinesu njegove sekirice, da naroču ženi naj pljune vrožje vogelđe. Na dvest, da je prignala takšen vijer, kada je tako grmelo, kada se je zemlja trosila. Na mestu, kamo pa je skrita sekirica, da je pa treščila takšna strela, kada je vse živo zgorelo. Župan je znal, ko se še meni in ciganju ne dobro špilate, pa je naročil malo miritore, ko naj uznoni povesi o ciganjevoj grožnji, pa ešte sanje stal potok do ljudi, pa jim provoka, jo naj se ne špilajo z ognjom. Šandor je sekirico skril v klejti. Ne je vrvu, ko ima ciganjeva žena to vrožju moč. Da pa se je začalo tako za vasjo oblačiti, ton z babjega kota, tega je začalo stiskavati pri srcej. Če da je na mestu, gdje je skrita sekirica, vdarila strela, te da nama zgorejla iža, je prav v ženi. Druge pač ti ne mreva dobiti vej iže, ne mreva nikomi samo vkradnuti. To samo pomeni, ko morava sekirico skriti nekam taki, strela ne mre do njej, je pravila Kana. Najboljše bi bilo, ko bi jo skril v reki, vej oba znava, ko vodo ne mre goriti. Šandor je kušnil svojo čedno ženo na lico, šel po sekirico, si jo tako džal pod pruslek, pa hajdi ga proti reki. Cigan je pa ještě kak pozul, ko se godi vesi. Pa da je prišel Šandor ta do mosta, pa je iskal takšen tulmungi, da pa lejko v te sledi nojšu sekirico, je preskočil svojim kunjon grmovđe, pa se stavil pred njim. Šandor se je tak zasogel, ko je od nevole zdignil roke i vujškar gor, sekirica njem je pa spadnula spod prusleka nokle. Nesrečni človek, kot je li to utrbelo, je prav ciganj. Vkradnuti si ščel šker, štero ne sme nišče drugi, samo mi korita rezeti v roke. Mislim, kada te Bog kaštiku, ko znaš, čuvajo prekletstvo prav starih dedov. Mislim, ko se toj usovdi ne boš mogel izogniti. Šandor je spodno pred njega na kolena, pa ga milo prosil, naj se ga vsmili. Obečavu njem je ižu pa vse, ko ima, samo ko naj ga pisti živeti. Cigan je pa zmigavo z glavov, pa njem je dopovedavo, ko on tu ne mre resno nikaj pomagati. Pravo njem je, ko misli, ko edino kolejko napravi, je to, ko ide k župani, pa njem je povej, ko je nojšu sekirico, pa ko ženi naroči, noj zagrebe nazaj vrože vogelđe, ali misli, ko da ga vsegli ta usoda leto še doletela. Pa komaj tede videl, ko si je svojo požrešnostjo prislužil. Šandor je odišel domov, pa Kani povedal, ko njem je cigan pravil. Dojsta se sela za sto, pa premišljavala, ko naj napravita. Testo gor prišla, ko bi bilo najboljše, ko bi se Šandor skrivil v šumi, če ga že nešče pač more najti to leto. Šandor si je spakeral svoj rukzak, pa še isti večer odišel v šumo. Kana pa je vgodno razbobnala povesi, ko sta se z možom skregala, pa ko ne maren, kak je odišel nekom Bog zna koma. Tako sta te živela celo leto. Dobivala sta se samo večer, da je bilo veni tako mično, ko se ne je videl 5 pred nosom. Leto je že minevalo, pa nekako sta mislila, kaj va je cigan nikoli prinesel. Te pa je jednoga dneva Kana na poti do doma srečala nepoznato staro žensko. Vse, ko je imela, je nosila v enom malom cikrčki. Kano je prosila za vrček vode iz domačega studenca. Ko se je videla, resem Kani furt bolj čudno. Dala jo je vrček vode, te sta se pa seli doj na prag. En čas sta tako sedeli,
Te pa stara pravi: vidi se, ko že dolgo živiš sama, ko njega moškoga priiži, ko bi ti plovt pa strejo popravil. Kana je premišljavala, ko naj povej. Te pa je pravila, ko je njeni mož razbojnik, pa že da je bil doma, je nikdar gli preveč ne delo, zdaj pa se je zgubil nedri po sveti, pa ne ve, gdje odi. Če je moški nevreden svojega imena, te je Bog še, ko ženska ostane sama, je pravila stara. Zdaj je bila Kana gvišno, ko stara išče njenega moža, pa ko se spunjavlja ciganjova reč. Povabila je staro v ižo, joj ponedila kupico rdečega vina, pa v testov, štero je že vgodno mesila, vteknula mišeči strup. Odločila se je, kad je staro zagiftala, pa tako za furt skončala prekletstvo nad svojim možom. Stara se je te Kanine dobrote fejs branila. Kana pa je spopevala. Ge sem pomagala tebi, ti pa boš pomagala komu drugome. Pa je staro sprevedla še tako falat poti doj po bregi. Da je prišla nazaj, bi najrajši zadžufkala od sreče. Samo znala je, ko ne smiše iti do Šandora. En falat testa je še osto, tako je spekla dobro legvarovo pogačo, jo zamotala, pa pod večer odišla do Šandora. Ko te je li prignalo to krono, pa ko cela skačeš od veselja, jo je pozdravil Šandor. Tudi ti boš preskočil eti grmovče, da boš čul, ko se mi je gnez zgodilo, je pravila. Samo znam, kar si zdaj ločen, odikova najprej gela, pa je tok džala prt nokle. Ne boš vrvala ali sicon, kak že dugo nej. Pomagal sem ton pod večer pri potovki enoj staroj ženskici prek brvi. Pa mi je poklonila pogačo. Tak dobre sem nejdžo vse od te, odkar sem odišel od dome. Kana je skričala, pomedlela. Da jo je večerna rosa štera se je spiščavala na govšču pa na travnike, pa spravila k sebi, je bil njeni mož že mrtev. Mrav je od strupa, štero ga je v pogačo umesila njena roka.
spoštovani obiskovalci, spoštovani pravljičarji. Pravljični večer v soboški knjižnici je končan, vendar pravljice potujejo naprej. Dragi pravljičarji, želim vam obilo zadovoljstva v pripovedovanju pravljic in vidimo se prihodnje leto. Najlepša hvala za prijeten večer. Agica, Robert, Mojca, Leja, Vesna, Liljana, Jasmina, prosim še za en poklon. Da pa ne bi prišlo do kakšne zastrupitve, vam podarjamo nekaj našega domačega, kar si sami skuhate in zabelite z obilo ljubezne.